iz te, bi rekel, predspominske dobe. Druga je povezana pa z Elo Peroci, ki ima letos 100-letnico rojstva. 11. februarja bo 100 let od njenega rojstva. Ela Peroci je bila namreč službena kolegica moje mame v izobraževalni redakciji Ljubljanskega radia, Jože Snoj pa je bil kolega očetov na delu. No, in je pripovedovala, da sem nekoč, spet ko sem bil majhen, rekel mami, daj prosim, usedi se za pisalni stroj, ti bom narekoval pravljico, pa jo boš ti zapisovala na pisalni stroj, da bo tako lepa, da bo taka, kot jih pišete ta Ela. In potem čez par dni prinese iz službe pravljico, se pravi, natipkano na listu, ta list pa še zmeraj imam, in spodaj piše Petru, to je ta Ela, in to je tale pravljica. Ko so otroci. Ko so otroci v neki šoli učili starše in dedke in babice, so očetje vsi po vrsti sedeli v zadnji vrsti in so najrajši brali časopis. Ko so ga prebrali, so si iz časopisnih listov naredili aviončke in ladjice in jih spuščali po razredu in po mizi. Tako so imeli otroci veliko dela, ko so aviončke in ladjice pobirali in jih očetom za kazen zaklepali v predal. Mame so neprestano klepetale. Nobeno opozorilo ni nič zaleglo. Dedki v drugi vrsti so dremali. Le včasih je kateri pogledal na uro, ali bo kmalu odmor. V prvi vrsti so sedele babice in pletle rokavice, nogavice, kape, jopice in šale, ali pa čisto majhne vzorčke. Klopke volne so se kotalile po tleh, da so se niti zapletale v vozu in babice v kreg. Otroci so potem reševali voze v teh volnenih niti in babice mirili. Ob koncu pouka so rekli, šola za starše je naporna stvar. Prav nič ni naporno, so rekli starši, jutri pridemo spet. O teh stvareh pripovedujem zato, ker si mislim, prepričan sem pravzaprav, da so neka besedila, pa je lahko to poezija, lahko so pravljice, lahko je tudi kakšno drugo pripovedovanje, pravzaprav, ki je povezano z, ne vem, s kakšnimi legendami, govoricami kakšnega kraja, da to pravzaprav otroka, to vzdušje, ki je s tem povezano, tako temeljno zaznamuje, da to pravzaprav potem celo življenje seboj prenaša.